Spoštovane, spoštovani, prisrčno dobrodošli, tako kot nekoč, na tradicionalnem žegnanju konj na Kapelskem placu Kapela. Epidemija je grdo vrezala naše življenje, pretrgala kulturne in družbene vezi, a po 3 letih se počasi in vztrajno vračamo v normalo. Tu smo nazadnje stali s tem namenom kot danes, leta 2019. Po takih in drugačnih preizkušnjah smo ponovno tu, kmetje in lastniki s svojimi iskrimi vranci in vi občinstvo, da skupaj počastimo ta kapelski praznik in hkrati tudi državni praznik samostojnosti in enotnosti naše Republike Slovenije. Preden pa gospod župnik opravi obred blagoslova, pa prosim, da nam nekaj besed namenijo naši gostje. Kot prvega pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, in ga hkrati vabim k mikrofonu. Spoštovane konjerejke in pa konjerejci, spoštovani gospod župnik, organizatorji današnje prireditve, kapelci, kapelke in vsi, ki ste danes prišli, prav lep in pa prisrčen pozdrav. Tudi meni je veselje, da praktično po 3 letih se ponovno nekako vračate v naše normalno življenje in da smo se ponovno začeli družiti in izvajati določene aktivnosti, kot so naši običaji, kulturne prireditve, športne in ostale. Zato seveda najprej tudi zahvala vam, organizatorjem Kapelskem konjeniškemu društvu, da je ponovno to naredilo, oživelo. Konec koncem vidimo, da je veliko živali in pa konjerejcev, ki so z veseljem danes sem prišli, prav tako pa tudi obiskovalcem. Jaz verjamem seveda, da bo tudi leto 2023, ki prihaja, prav tako aktivno in pa živahno. Predvsem pa seveda vam želim, da boste v letu 2023 najprej imeli srečo in lepo skrbeli za svoje živali, predvsem pa vsem vam veliko zdravja in pa zadovoljstva ter medsebojnega sodelovanja. Čestitam vam seveda tudi ob današnjem prazniku, ki je in pa seveda nekako tudi želim blagoslovljene božične praznike, čeprav je danes že dan za njimi, vendar prav je seveda, da do konca teh praznikov preživimo skupaj v družini svojih najbližnjih. Na koncu jaz vam vsem želim vse dobro v letu, ki prihaja, in srečno in imejte se lepo. Hvala lepa. Nekaj besed nam je pripravil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Kapele, gospod Ivan Borošak. Spoštovani, lep pozdrav. V imenu krajevne skupnosti Kapele vas lepo vse pozdravljam. Veseli smo, da se vsako leto dogaja taka lepa prireditev. Vemo, da je v Kapelah veliko društev in med drugim bi pozdravil konjeniško društvo Kapele, ki so pripravili tako lep sprejem. Želimo si, da se ta tradicija nadaljuje. Zato vas prosim pozdravljam, da se vajen škorak lepo varno nadaljuje in ob enem srečno, zadovoljno novo leto. Hvala. V imenu konjerejskega društva Kapele in svoje imenu vas najprej vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste prišli na naše 27. žegnanje konj v Kapelah. Zdaj 2 leti zaradi epidemije nismo mogli imeti. In zato probamo nazaj držati, da boste vsako leto naprej, da bomo nadaljevali to tradicijo. V tej priložnosti bi vam rad čestital dnev samostojnosti, ter vam si želel srečno, zdravo in uspešno v novem letu 2023. Ter da se danes letos spet srečamo tukaj na tem vašem kapelskem placu. Hvala. Kot vsa leta doslej bo tudi letos opravil blagoslov na župnik gospod Vlado Leskovar in zato naj se obred prične. Lep in prisrčen pozdrav tudi iz moje strani. Prav je, da so to Božje stvarstvo, ki nam je podarjeno, tudi blagoslovimo in da imamo do tega Božjega stvarstva tudi prav odnos. Bog nam je namreč dal vse te stvari, da jih uporabljamo, da z njimi živimo v sožitju.
Zato je prav, da ob takih dogodkih damo Bogu tudi zahvalo za vse te stvari. Da pa blagoslavljamo konje prav na god svetega Štefana, je v bistvu tudi v ozadju legenda, ki pravi, da je sveti Štefan konja in mu je postal pokoren. To pravi legenda. Po drugi strani pa je bil sveti Štefan zelo pogumen in zelo pobožen mož, ki je dal tudi življenje za Boga, ki je dal življenje za Jezusa Kristusa. Zato se bomo tudi sedaj mu priporočali za Božji blagoslov, da bi varoval naše konje pred vsemi nesrečami in da bi bili zdravi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog je ustvaril živali na kopnem, v vodi in v zraku. Določil jih je, da služijo človeku. Živali so nekako vključene tudi v Božji odrešitveni načrt. Na Noetovi barki so bili tudi živali. Zaveza, ki jo je Bog sklenil z Noetom, velja na nek način tudi živali. Jagnje je bilo že v stari zavezi nosilec Božjih obljub. Velika riba je rešila Jona. Živali sodelujejo v pokori, ki jo je znanil Jona. Krokarji so hranili Elija. Tudi nekateri svetniki so bili zelo povezani z živalmi in so njihovi zavetniki. Zaupno se jim bomo priporočili in s poduhovljenim odnosom do Božjega stvarstva, da bomo tudi dobri skrbniki Božjih darov. Vsa bitja pričakuje od tebe, da jim boš dal jesti v svojem času, kadar jim daješ, odpirajo, kadar odpreš svojo roko, so z dobrotami in se čujejo. Sedaj se bomo pa v skupnih prošnjah in bomo prosili. Vsemogočni Bog, podari zdravje vsem tukaj zbranim, njihovim domačim in jih obvaruj vsake nesreče. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, pomagaj nam, da bomo zemljo in vse, kar na njej biva, sprejemali kot tvoj dar in se ti zanj neprenehoma zahvaljevali. Varuj živali, ljudi pred kužnimi boleznimi, polja, travnike in vinograde in gozdove pa pred vsako škodo. Odvrni od nas potrese, povodnje, suše, viharje in druge nevarnosti, v preizkušnjah pa nas podpiraj s svojo milostjo, da zaupamo vate in pomagamo drug drugemu. Naj delo posvečuje molitev, potreben počitek in prosti čas, da se bomo v zdravju in razumevanju veselili sadov tvojega dela. Vsem rajnim prednikom in njihovim sodelavcem, ki so delali na naši zemlji ter nam pripravili toliko dobrin, povrni z večnim življenjem. Pa vse te prošnje, ki smo jih izrazili, in tudi tiste, ki so v naših srcih, združimo v Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nas in daj nam. Vsemogočni Bog, vse stvarstvo priča o tvoji veličini in dobroti. Izročil si ga človeku, da ga uporablja, spopolnjuje in se ti zanj zahvaljuje. Prosimo te, da na priprošnje svetega Štefana varuješ konje pred boleznimi in nezgodami in nam pomagaš, da bomo živino lepo ravnali in zanje skrbeli. Naj se veselimo vsega, kar si nam dal, po Kristusu našem Gospodu. Sedaj bomo prijeli Božji blagoslov, potem bomo konje
pokropili z blagoslovljeno vodo in vsak bo tudi prejel košček blagoslovljenega kruha z blagoslovljeno soljo, kot znamenje, da jih Bog varuje pred boleznimi in drugimi nezgodami. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Božične praznike, ki so že malo za nami in še pred nami, obenem pa tudi vse dobro ob dnevu samostojnosti. Veselimo se tega vsega in lepo preživite današnji dan. Leta nazaj s tem je tako. Sì. Mala. Vedi, allora sì. Kako bili je? Taki dogodki, kot je ta, vedno več zahtevajo podpore in sodelovanje z drugimi društvi, posamezniki in podjetji. Nepogrešljivi na tem kapelskem prazniku so vedno pihalci z dirigentom Sebastianom Grošakom, ki je tudi danes oplemenitil ta dogodek s svojo glasbo. Srečno in verjamem, da se v letu dni spet srečamo na tem mestu.